Tako lepo pozdravljeni, lep dober dan, spoštovane in spoštovani, cenjeni obiskovalci, sodelujoči, tudi seveda razpravljalci na razpravi o invazivnih tujerodnih drevesnih vrstah. Danes smo zbrani v okviru izvedbe aktivnosti evropskega projekta Interreg Alptrees, osnovna nit pogovora pa bodo tujerodne drevesne vrste, z njimi povezane koristi in pa potencialna tveganja v evropskih geografskih regijah. Izkušnje na tem področju so neprecenljive tudi za nadaljne raziskave in nekaj dilem, vprašanj, zagotovo tudi idej in rešitev bomo nagovorili na današnji razpravi, najprej v uvodu, potem pa tudi z našimi razpravljavci, sogovorniki. Preden pozdravim vse razpravljavce, prosim kar dr. Aleksandra Marinška iz Gozdarskega inštituta Slovenije za predstavitev samega projekta, nekaj osnovnih informacij, na podlagi katerih bo potem kasneje temeljila tudi naša razprava. Dobrodošli in lepo prosim. Hvala za besedo. Veseli me, da sem lahko med vami, da lahko predstavim evropski projekt, v katerega je vključenih veliko evropskih dežel, Slovenija, Avstrija, Italija, Nemčija in Francija. In v bistvu je projekt Alptrees pomeni, z daljšim imenom je transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami, kje v urbanem okolju, se pravi kot v mestih, v primestnem okolju in tudi v gozdnih ekosistemih v celotni alpski regiji. Nismo samo na gozd orientirani, ampak se pravi drevesne vrste, tujerodne drevesne vrste so del mesta, mogoče še bolj kot gozda in večino dreves, tujerodnih dreves najdemo v mestih. Majhen delež pa tudi v gozdovih, ampak o tem malo kasneje. Zdaj, ko govorimo o tujerodnih vrstah, jaz bi vam rad malo širši okvir postavil tujerodno vrsto, tujerodne organizme. Kaj to so? Tujerodna vrsta je katerokoli živo bitje, ki smo jo namerno ali pa nenamerno vnesli zunaj območja tam, kjer ta vrsta naravno uspeva in ga brez naše pomoči ne bi mogli doseči. Zdaj, dostikrat govorimo o invazivkah ali pa tujerodnih vrstah pa invazivnih tujerodnih vrstah. Ni vsaka tujerodna vrsta ni invazivna. Invazivna tujerodna vrsta je tista, ki v novem okolju se domači in povzroča spremembe, ki škodljivo vplivajo na naše avtohtone vrste, na naše ekosisteme, jih spreminjajo do te mere, da so lahko neprepoznavni, da se v njih dela škoda, vplivajo lahko tudi s tem, da počnejo gospodarsko škodo in konec koncev določene vrste vplivajo tudi na zdravje ali pa blaginjo ljudi, ker zmanjšujejo, če govorimo širše, recimo tudi v kmetijstvu, zmanjšujejo pridelek ali pa zmanjšujejo biodiverziteto. Se pravi, ni vsaka tujerodna vrsta invazivka, ker veliko tujerodnih vrst v novem okolju ne bo preživelo. Pravijo, da vsak 10% organizmov lahko preživi, ostali pridejo in propadajo. No, določen del jih preživi in lahko svoj invazivni potencial tudi razširijo do te mere, da nam grejo precej na živce potem. Imamo tudi prehodne vrste, tujerodne vrste, ki se pojavljajo občasno, ne tvorijo nekih trajnih populacij in je odvisno od tega, ali jo mi ponavljajoče naseljujemo ali pa ne. Potem so pa še naturalizirane tujerodne vrste, so pa tiste, ki se v novem okolju samostojno, brez posredovanja človeka, razmnožujejo, vzdržujejo populacije, ampak nekako v okolju ostanejo in v bistvu ne vemo, da je tujerodna ali pa sploh ne čutimo, da je kakšna škoda zaradi nje povzročena. Velika prelomnica v tem, tudi v drevesnih vrstah, ki so k nam prihajale, ali pa drugi tujerodni organizmi, poljščine, tujerodne bolezni, žuželke, živali, so se začele z odkrivanjem Amerike in v bistvu tudi s temi začetki nekako globalizacije. Takrat smo te prve vrste dobili, so jih prinesli z ladjami. Določene vrste imamo še zdaj, določene vrste se nikakor niso prijele. Tujerodna vrsta je recimo paradižnik, tujerodna vrsta je koruza, krompir konec koncev je tujeroden, ali pa, ne vem, japonska sviloprejka, rubinja, žleza ne dotika, mogoče tudi nutrija.
Določene vrste so tujerodne, niso pa invazivne. Mogoče bi si želeli, da bi bil krompir invaziven ali pa koruza. Pač žal ni. Ne? Določene vrste smo namerno naselili, kakšne postrvi, recimo amerikanke, ali pa divji kostan, ali pa tudi kakšne rake, ki jih uporabljamo za prehrano in potem preidejo vodotoke in imamo recimo signalni rak v Muri, ki je velik problem. Zakaj se določene vrste, ki jo mi prenesemo, ustalijo in celo razvijajo potencial za invazivnost, ker mogoče ni naravnih sovražnikov, domorodni gostitelji, če govorimo o boleznih, lahko govorimo o boleznih gozdnega drevja, je nizka odpornost teh dreves. Ali pa je na določenem okolju neka prosta ekološka niša, ki jo ta vrsta zasede. Če pa imamo križanje teh vrst, hibridizacijo, kot je bilo recimo na primeru japonskega dresnika, ko se je japonski dresnik skrižal s sahalinskim, smo dobili še bolj invazivno tujerodno vrsto, ki je celo na japonskem, je ta češki dresnik kot križanec med tema dvema, še na japonskem invaziven. Dočim japonski dresnik na japonskem ni. Ko govorimo o tujerodnih vrstah, veliko smo jih mi dobili iz Amerike, dobili smo jih veliko iz Azije. Po drugi strani je pa tudi iz Evrope izvoz tujerodnih vrst, tudi drevesnih vrst ali pa rastlinskih vrst, večji, celo pravijo, da je večji iz Evrope v Ameriko kot k nam. Tako za eno tako ilustracijo, vrsta, ki je pri nas taka travniška, lepa, ki jo jemo, regrat, je recimo v Ameriki v določenih delih lahko zelo invazivna. Slika predstavlja tlele eno staro hišo in na tej hiši gor iz strehe raste pa jesen. Kaj je prednost takih invazivnih tujerodnih vrst, da hitro rastejo, da imajo recimo škodljivci kratek razvojni krog in velike populacije v kratkem času, visok reproduktivni material, hitro se širijo, ker imajo recimo lahka semena ali pa se izpritli, kakor kakšna rubinja, naselijo in širijo in se veliko prilagodijo. Tudi vrste, ki boste slišali, če kakšna gospa na vrtu reče, ima kakšno rastlino in reče, ta rastlina je pa tako nezahtevna. Kaj pa je to? Ne vem kaj, ampak zelo nezahtevna. To je ta prvi alarm, da je lahko invazivna, ker je čisto nezahtevna. Take vrste so super rastline in se širijo, tako da jo potem počasno ne moramo več ujeti in preprečiti. Na drugi sliki je kudzu, neka rastlina, ki se v Ameriki močno širi, preraste vse, od infrastrukture, gozdov, grmovij, cest in jo težko sploh zajezimo ali pa preprečimo. Kaj je, če pride do nas neka vrsta, ki je invazivna, ki jo nekdo prinese, ne vem, iz mesta v gozd. Najprej se bo ta vrsta nekako hotela prilagoditi, bo imela samo par potomcev in če je to novo okolje izjemno paše, se bo razširila. In ko pride to invazivno fazo, tam pa ukrepi, da bi mi vrsto zajezili ali pa jo naredili, da bi jo zajezili, pač niso več mogoči. In to se nam je zgodilo z določenimi vrstami v našem okolju. Vsi poznate recimo pa jesen ali pa rubinjo, ki jo ni moč več zajeziti. Lahko z njo samo še pametno gospodarimo, poskušamo najti kakšne dobre lastnosti, lesa, plodov ali pa nečesa druga, da iz tiste brezizhodnosti, ki jo povzroča invazivna tujerodna vrsta, najdemo neko korist. Zdaj, če govorimo o invazivnih tujerodnih vrstah ali pa tudi tujerodnih vrstah, zakaj človek bi rekel, sej drevo je drevo, rastlina je rastlina, sej ima lepe cvetove, zakaj jo ne pustimo? Vsako živo bitje ima možnost živeti. Zato, ker ima različne vplive ta vrsta, ne? In vpliva na naše vrste, vpliva na celotne ekosisteme, lahko, če se preveč razširi, poznate recimo hiacint ali pa kakšno vodno lečo, ki se po celi površini razraste, vpliva na ekosistem, na ribe, na celotno kaskadno, naprej gre so problemi. Vpliva na gospodarstvo, vpliva na zdrave ljudi, recimo ambrozija, tudi konec koncev drev octovec, če ga primemo, imamo kakšno alergično reakcijo in konec koncev tudi na blaginjo ljudi. Neka vrsta se naseli, se ustali, razmnožuje in potem se širi in povzroča škodo. Na desni strani je
vrst je robinja, ki smo jo leta 1600, to je prva drevesna, tujerodna vrsta, ki smo jo v Evropo prinesli leta 1601 in potomci oziroma ta rastlina v Parizu jo je še zmeraj moč videti. Ta pa nek klek sta bile ta prve vrste. No, od spodaj je pa recimo tale rdeči divji kostan, ena vrsta od divjega kostanja, ki pa ni, je tujerodna, ampak invazivna pa ni. Druge vrste, ki smo jih v Evropo še vnesli, pa so tako malo bolj znane v naših gozdovih, je robinja, potem je ameriški javor, Acer negundo, rdeči hrast, pa jesen, evkaliptus v določenih državah, psevdočuga oziroma tale Douglazija, določene akacije, določene vrste, pa sitka smreka. In pri nas, če bi rekli, v naših gozdovih, če grem počasi od vseh teh tujerodnih vrst drevesnih v naše gozdove, v naših gozdovih je približno 1% tujerodnih vrst, določene države, recimo Irska, imajo pa sitko smreko že tako predrugačene gozdne ekosisteme, da je njihova glavna vrsta, kjer je 60% delež sitke smreke na Irskem, ki je tudi na Irskem tujerodna. No, ampak če se vrnemo nazaj v alpski prostor k našim partnerjem, vodilni partner projekta Alptris je Gozdarski inštitut z Dunaja, v slovenski projektni partnerji smo pa mi iz Gozdarskega inštituta, Mestna občina Maribor, pa Razvojna agencija SORA. Alpski prostor, cela Slovenija je vključena v alpski prostor in alpski prostor, del Italije, del Avstrije, del Francije, del Nemčije, pokriva približno 450 000 kvadratnih kilometrov, ima 70 milijonov prebivalcev in je razdeljeno na 48 regij, kjer je raznolikost gozdnih tipov seveda velik, od submediteranskega tipa do čist alpskega tipa gozda. V teh 2 letih smo uspeli zbrati z bazami podatkov vrste in številčnost in nekako tudi pokrovnost tujerodnih drevesnih vrst in ugotavljamo, da jih je v evropskem alpskem prostoru več kot 520, samo drevesnih vrst, tujerodnih. Naših naravnih vrst v alpskem prostoru pa približno 130. In večino teh 520 vrst dobimo kje? Seveda v naših parkih, arboretumih, kjer smo jih ljudje sadili. Zakaj smo jih sadili? Ker so lepa. Določene drevesne vrste so res lepe. Poglejte, kakšen ambrovc. No, in če se vprašamo, a so tujerodne vrste, na koncu se vprašamo, lahko rešitev za gozdove alpskega prostora v spreminjajočem se okolju, spreminjajoči se klimi, so lahko, če niso preveč invazivne, če jih poznamo, mogoče v danem trenutku določena drevesna vrsta ni invazivna, ampak kaj pa bo čez 50 let, ko se bo 2,5 stopinji klima spremenila? Ne vemo. Se pravi, to moramo mi dosti dobro prepoznati. Kaj smo do zdaj naredili? Naredili smo inventuro tujerodnih drevesnih vrst v alpskem prostoru, s pomočjo teh seznamov pa baz smo ugotovili, da imamo, katere so v naših gozdovih najbolj pogoste vrste, no in ugotovili smo, da je to Acer negundo oziroma ameriški javor, zeleni bor, Douglazija, rdeči hrast pa robinja. Robinja je v našem prostoru, gozdnem prostoru zelo pomembna. Kdo ima predvsem najraj? Čebelari. Tretjina medu v Sloveniji, pravi čebelari, gre iz robinje. In predikcija je, da bo robinja še bolj ji ustrezalo območje oziroma klima, ki se spreminja. No, v urbanih območjih je pa divji kostan, robinja, Celtis australis je Celtis koprivovec, pa ena platana, pa turška leska. V Sloveniji smo najbolj prestrašeni glede tujerodnih drevesnih vrst. Več kot 3/4 ljudi je reklo, da prinašajo visok rizik vrste, ki bi nove prišle.
zdaj prav, da predstavim tudi naše preostale razpravljavce. Z menoj je tudi oziroma z nami je gozdarka doktorica Mateja Zoiser iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki bo spregovorila o tujerodnih invazivnih vrstah v mestnih gozdovih. Pa če gremo k drugi dami, tudi arboristka Tanja Grmovšek, nega dreves arborist, spregovorila bo o problematiki dreves v urbanem okolju. Pa naravovarstvenik gospod Samo Jenčič iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Spregovorili boste o pomenu odstranjevanja invazivk zavarovanih območij. Sicer pa, poudarili smo že, da projekt financira Evropska unija, Sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg območje Alp. Posebej pa danes pozdravljamo tudi dijake Srednje gozdarske šole Maribor. Sem prav povedal, ste z nami? Če pomahate, kar nekaj vas je. Zdaj ne vem, če ste dobro poslušali to uvodno predstavitev, za vas bi imel eno vprašanje. Zdaj pa dvignete roko za odgovor, kateri mislite, da je pač pravilen. Zanima me, kje uspeva večina tujerodnih drevesnih vrst na območju Alp? Torej, kje uspeva večina tujerodnih drevesnih vrst na območju Alp? Ali je to v mestih, ali je to v gozdu? Torej, lahko dvignete roke za v mestih. Kaj mislite, kje uspeva? Malce više. Tako, kar nekaj odgovorov. Dobro. V mestih, kaj pa v gozdu? Še kakšen? Ja, bo kar pravilno ta prva. Tako da veste, največ tujerodnih drevesnih vrst na območju Alp uspeva v mestih, kar 2/3, 67% oziroma 352 vrst vseh zabeleženih tujerodnih drevesnih vrst, torej uspevata v mestnem okolju. Doktor Marinšek, dobro so poslušali, ne? Vmes ste že malce nakazali tale odgovor. Sicer pa, če gremo k različnim vidikom pravkar povedanega, morda začnemo pri vas, doktorica Mateja Zoiser. Kako vaša stroka, recimo, gleda na tujerodne drevesne vrste, tudi komentar nad gradnjo tega, kar smo okoli projekta pravkar slišali? Lepo zdrav vsem skupaj. Stališče gozdarjev oziroma naše območne enote Maribor je, da so tujerodne vrste z vidika podnebnih sprememb vsekakor zanimive, niso pa rešitev. Mi vseeno bolj prisegamo na domače vrste ali pa mogoče tudi domače vrste ustrezne provenience. Skratka, si želimo, da bi se naše domače vrste z vidika podnebnih sprememb lahko toliko spremenile, da bi tudi kasneje uspevale in ne bi bil problem. V preteklosti je bilo že kar nekaj poskusov z temi tujerodnimi vrstami, sploh v 60-ih letih so se na veliko osnovali ti nasadi, kar 6,5% je bilo teh sadik tujerodnih drevesnih vrst, ki pa so se seveda ti nasadi z leti izrodili, uspeli so pa samo nekateri. Tako da imamo s tujerodnimi vrstami, nimamo dobrih izkušenj, tako da bi pač res delamo bolj vse na naravnem pomlajevanju in pa z sadnjo domačih vrst. Podobno vprašanje pravzaprav tudi za gospo Grmovšek o problematiki dreves v urbanem okolju. Seveda boste spregovorili, kako vaša arboristična stroka gleda na pravkar povedano, torej na tujerodne drevesne vrste, problemi, priložnosti, čisten vaš pogled. Brez tujerodnih drevesnih vrst dejansko bi imeli mesta danes dokaj gola, brez dreves. Večina naših samo mariborskih ali pa tudi naprimer slovenskih drevoredov, ker delamo ogromno po Sloveniji, imam kar dober pogled, kaj je kje. In vsi stari drevoredi, razen če izzamemo zdaj neke lipove drevorede, so zelo pogosto, da so tujerodne drevesne vrste. Torej domače drevesne vrste, pa vse to mi je dobro znano, ampak v mestu so torej pogoji za rast dreves čisto nekaj drugega kot v gozdnem prostoru in tu ravno potem pridejo določene tujerodne drevesne vrste do svojega izraza in pa do svojih nekih prednosti. Veliko naših domačih avtohtonih drevesnih vrst namreč ne prenese pokrite talne površine vse naokoli drevesa, asfaltiranja, tlakovanja in ta pritisk na drevesa v urbanem okolju se samo še stopnjuje v zadnjih 40 letih. Tako da moj pogled je, da
stare drevorede oziroma odrasla drevesa, ki jih imamo in ki so zrasla v čisto nekih drugih pogojih, kot pa zdaj sadimo vsa ta mlada drevesa, jih skušamo čim dlje časa ohranjati. Medtem ko moramo seveda dopolnjevati te drevorede z drugimi vrstami, pri katerem se pa vedno potem več vidikov presoja, torej ali lahko neko našo domačo avtohtono drevesno vrsto vnašamo nazaj, ali se pa je izkazala pač neka drevesna vrsta, da absolutno ne prenese nekih danih pogojev, in moramo, potem se največkrat poslužujemo tujerodnih vrst. Pri tujerodnih seveda pazimo, da ne vnašamo trenutno nekih invazivnih vrst, čeprav imamo v Mariboru prav na Židovskem trgu, imamo visoki pajesen, visoki veliki pajesen, kakor ga pač imenujemo. V Mariboru imamo tudi kot zavarovano drevo, imamo pavlonijo. Moram pa reči, da največ pri vseh teh tujerodnih včasih imamo neko gonjo za neko drevesno vrsto, pa bi rekla, da je dosti odvisno tudi od okolja, v katerem se neke drevesne vrste znajdejo. Naprimer v Mariboru so čisto drugačni pogoji, kot pa so na, ne vem, v Vipavski dolini ali pa na Tolminskem. In je zelo pomembno od nas lokalnih, ki se gibljemo v nekem okolju, da hodimo z odprtimi očmi, pa da vidimo, torej, kaj različne drevesne vrste povzročajo v nekem okolju, torej, če postajajo invazivne ali ne, ali povzročajo probleme ali ne. Naprimer pavlonija ob Titovi cesti, v vseh teh letih nisem še enega potomca njenega našla. Gospod Jenčič, naravovarstvena stroka, pogled na vse skupaj, tudi na povedane iztočnice. Pozdravljeni. Lep pozdrav vsem. Kakšen je pogled naravovarstvene stroke na tujerodne drevesne vrste? Kot že ime pove, se naša služba ukvarja z varovanjem narave in to z varovanjem slovenske narave, naravnih življenjskih združb, ki so se pri nas razvile, biotske raznovrstnosti, ki je naša avtohtona, in zaradi tega nam pojavljanje tujerodnih vrst, tako drevesnih kot drugih rastlinskih in živalskih v naravnih ekosistemih pač ni všeč. V občini Maribor je zavarovanih kar nekaj gozdnih površin, recimo zaledje Mariborskega mestnega parka, to so Kalvarija, Mestni vrh in Piramida, potem mestni gozd Stražun, Betnavski gozd, recimo gozd na Mariborskem otoku, pa sem sodi še nekaj gozdov ob Dravi v krajinskem parku Drava, to je od Melskega jezu navzdol. Če se danes bolj pogovarjamo o drevesnih kot o drugih tujerodnih naravnih vrstah, rastlinskih vrstah, moram povedati, da smo že kar daleč nazaj v mariborskih gozdovih tu in tam opažali kakšne primerke tujerodnih vrst. Večinoma robinje, tako ali tako povsod zadosti od teh, ki jim danes dajemo pridevnik invazivne, pa predvsem pajesen, pa zadnje čase tudi pavlovnijo. To so bili posamezni primerki, ob katerih smo rekli, glej, tu pa raste to pa to. In šele v zadnjih letih smo opazili, da je teh primerkov vedno več in da postajajo probleme. Posebej v velikem številu so se pojavili po škodah, ki jih je v gozdovih prizadejal žled leta 2014, mislim, da je bil. Takrat je bilo izrutih in podrtih veliko število dreves, zato je v gozdu precej presvetljenih delov in sanacija škod po žledu, to se pravi poseg teh dreves in njih spravilo iz gozda je pustilo v tleh velike rane in dosti razgaljene zemlje. To pa so tiste razmere, ki jih te vrste potrebujejo, da se lahko nasemenijo in zrastejo. Tako je na teh presvetljenih delih se je pojavilo v velikem številu pajesen, pa tudi pavlovnija. V sodelovanju z službo za varstvo okolja
pri občini Maribor, ki je imela za to posluh, smo že nekaj let nazaj izvedli prvo prostovoljno akcijo odstranjevanja ravno teh dveh vrst, pavlovnije in pa jesena, ne z namenom, da bi odstranili vse, kar v gozdu je, ampak bolj kot poskus različnih metod odstranjevanja, da bi ugotovili, kako in če sploh vse te vrste dajo odstraniti. Sodelovali so prostovoljci, sodelovali so dijaki lesarske šole, sodelovali so strokovnjaki Zavoda za gozdove in s skupnimi močmi smo se lotili teh drevesnih vrst pavlovnje in pa jesena na 3 načine. Mlajše primerke, to so 1 do 2 leti stare mladike, visoke nekje do 2 metrov, se je dalo spuliti. Debelejše primerke smo ali posekali, to se pravi odžagali tik ob tleh, ali pa smo jih obročkali, se pravi odstranili plast lubja in površinski del lesa okrog in okrog debla. Na ta način se prekinejo prevodni elementi, po katerih korenine oskrbujejo krošnje in drevo začne hirati in se sušiti. Izkazalo se je, da je res učinkovita metoda puljenje. Tam, ko drevo spuliš, več ne raste. Pri obeh ostalih metodah, se pravi pri odžagovanju in pri obročkanju, pa so drevesa hitro odreagirala. V nekaj tednih so pognali speči popki na spodnjih delih dreves in v približno 3 mesecih so pri nekaterih primerkih zrasli novi sveži poganki, ki so bili visoki do 4 metre v 3 mesecih. Seveda smo ta drevesa sproti obiskovali, ponavljali te akcije odstranjevanja, te nove poganke odstranjevali. V naslednjem letu jih je bilo že manj oziroma so bili šibkejši in nekje v 3. letu so se pa ta drevesa izčrpala do tolike mere, da so v celoti propadla. Se pravi, ti 2 drevesi se da odstraniti iz gozda. Najlažje je, če to naredimo takoj, ko nasemenijo, takrat je zadošča puljenje, če pa to zamudimo, pa je potrebno več obiskov, večkrat se vrniti na mesto, narediti, kar je treba in v nekaj letih se potem teh rastlin rešimo. Zelo pomembno pa je tudi, da čim prej odstranimo velike odrasle primerke, ki že semenijo, ker na ta način zmanjšamo, če ne že preprečimo, klitje novih primerkov. Tako največ teh tujerodnih drevesnih vrst, ki so tudi invazivne, je v teh nižinskih gozdovih, toploljubnih, degradiranih, to pomeni, da so biološko oslabljena rastišča. Pavlovnija pa se pojavlja tudi v bukovih gozdovih, najdemo jo tudi na Pohorju in pa na Kozjaku, tako da kako pa je prišla tja, pa res ne vemo, ne. Je pionirska vrsta, kar pomeni, da ima lahko seme in da ga raznaša veter ali pa mogoče tudi druge živali. Kako se je pavlovnija širila v času po svileni poti? Veste, da vrsta izvira iz Kitajske in svilena pot je bila pomembna trgovska pot, kjer se je različne vredne stvari tudi tovorilo, med njimi vaze, tam, kjer prej še fragile, danes je bilo včasih treba tudi nekako zaščititi. In seme pavlovnije je lahko, majhno in če ga je veliko, ga ima, ko bi človek rekel, neke lastnosti kot stiropora. Včasih ni bilo stiropora in so tiste vaze ali pa vrednejše predmete semenom od pavlovnije, ki je na Kitajskem je ogromno, obložili. In ko so nekam prišli, so tisto seme tam je šlo naprej. Ravno tako se širi pavlovnija tudi pri nas. V vaših gozdovih, posebej na silikatu, na kislih tleh, je ogromno pavlovnije. Tega pojava prejšnja leta ni bilo.
Opažamo jih kot posamične primerke že dalj časa, večja eksplozija pa bila recimo v zadnjih 8-10 letih nekaj takega. Takrat smo se začeli tudi zavedati, da bo treba s tem v zvezi nekaj ukreniti. Ker recimo gozdovi tu nad mestnim parkom so bili spoznani skupaj z mestnim parkom, z tem pasom južnih pobočij Gričev, Kalvarije, Mestnega vrha in Piramide, ki jih odlikujejo vinogradi, vsaj so jih včasih, nekateri danes propadajo, in ta krajina se navezuje na gozdnato zaledje, ki je, kar se tiče ohranjenosti gozdov, dokaj ohranjeno. Tu so večinoma naravne drevesne vrste, tu je dosti bukve, hrasta, češnje, pravega kostanja, rdečega bora in podobnih drevesnih vrst, se pravi, gre za naše domače drevesne vrste in ocenili smo, da bi kazalo tako stanje teh gozdov ohranjati še vnaprej in pač z nekim vlaganjem doseči, da se postopoma ali čim prej tuje rodne vrste odstranijo. Ne bo pa enostavno, ker poleg drevesnih vrst se pojavljajo tudi zeliščne tuje rodne vrste, recimo velika barvilnica, ki je na nekaterih mestih že obrasla precej velike površine, in te vrste, ki naredijo na gozdnih tleh tako rekoč sklenjene monokulture, zelo otežujejo naravno pomlajevanje naših drevesnih vrst. Gozdarji pod imenom nega gozda razumejo vsa dela in opravila, ki jih je treba opraviti v gozdu, od najmlajših faz pa tja do starega gozda, zrelega gozda, ki je star, 80, 100 ali še več let. Ta nega gozda zajema en kup opravil, ki se začnejo že v najmlajših fazah, ko je bodoče drevje v fazi mladja ali gošče, in mislim, da je takrat pravi trenutek, da se v gozdu odstranijo nezaželjene drevesne vrste. Takrat so ti ukrepi tudi najlažje izvedljivi in najcenejši, in ko enkrat sklep krošnj tega grmovja, gošče, mladega gozda sklenjen, takrat bolj ali manj nevarnost pojavljanja novih nedobrodošlih drevesnih vrst v gozdu izgine. Po moje je tu edina rešitev umetno sajenje naravnih drevesnih vrst in potem njihova nega do tiste velikosti, ko se dvignejo nad ta zeliščni sloj in lahko potem rastejo in ga končno zasenčijo in se začne ta sloj pač zaradi zasenčenja zmanjševati in izginjati. No? Torej, tuje rodne boje v urbanem okolju vsekakor še ostale. Bolj je problem, kje bomo sploh lahko dobili sadilni material. Glede na to, da je celotna strategija Evrope in pa skoraj celega sveta, da gremo zdaj vse na zeleno, na drastično ozelenjevanje mestnih središč, postaja vse težja naloga priti do torej sploh sadik, ne glede na to, ali so tuje rodne ali so torej naše avtohtone drevesne vrste. Čisto na primeru Maribora imamo že zadnje 2-3 leta zelo velike težave dobiti na primer naše domorodno drevesno vrsto maklen. Postaja čisto zlato. Povešavih vrb, ki sicer ni naša avtohtona, ampak je pač ima zgodovinsko vrednost v prostoru, pa ne dobimo zdaj že 3. leto. Čisto tak. V glavnem ta zeleni sektor, sploh se ne pogovarjamo, torej zdaj se pogovarjamo o tujerodnih invazivnih vrstah, o tujerodnih vrstah, o domačih vrstah.
Nikoli se pa pri tem, kar mi vnašamo v prostor in od dreves pričakujemo, da bojo kar čudežno rastla 50-80 let, ko začnejo svoje največje neke okoljske funkcije za svoje okolje zagotavljati, ampak da mi sploh pridemo do tega časa, torej obdobja 50 let, da rečem, za sadilni material je danes že kar čudež. Nič se ne govori od tega, odkot sadilni material izhaja, kakšna je genska zasnova, in zaradi tega še enkrat poudarjam tisto, kar sem na začetku rekla, da odrasle drevorede, če jih le lahko, pa če so v redu, jih skušamo držati čim dlje časa, ker je bila njihov genski zapis je dosti bolj pester kot vse, kar se danes sadi, in zaradi tega tudi imajo marsikateri mladi drevoredi danes, ker so vsi enaki, imajo potem enake probleme. Hvala lepa tudi za tole razmišljanje, nasploh za vse vprašanja, odgovore in vse, kar smo naslovili danes in se bo še naslavljalo tudi v okviru projekta, pa tudi sicer. Z vami so bili dr. Aleksander Marinšek, Gozdarski inštitut Slovenije, pa doktorica Mateja Zoiser iz Zavoda za gozdove Slovenije, tudi naravovarstvenik Samo Jenčič iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, pa tudi gospa Tanja Grmovšek iz Nege dreves arborist. Hvala lepa tudi za vaša zelo tehna vprašanja, praktična vprašanja in upam, da smo vam uspeli odgovoriti na večino vaših dilem vsaj za danes. Hvala lepa za pozornost, obisk in pa prijetno popoldne še naprej.